Takole so s prerezom traku tudi uradno odprli več let težko pričakovan bazen v sklopu Olimpijskega centra Novo mesto. To je velika pridobitev za Novo mesto, ki je 40 let se je čakalo. Lep objekt v naravnem okolju, bomo lahko hodili tudi še pol, ne samo plavati, ampak tudi okrog. In da bi v kakšnem bazenu sanjali, da bi bilo Novo mesto, mislim, sanje so že bile pol v naslednjih desetletjih in da je to danes tukaj, pa to res fajn. Ja, uporabljali ga bomo, predvsem otroci, ki bodo hodili v celoletno plavalno šolo. Jaz mislim, da to je res neka taka investicija, ki ni bila lahka, ampak po mojem je bila zelo upravičena. Še najbolj so se bazena razveselili v obeh klubih. Mi bazen porabljamo že celo poletje, smo bili kot spesni noter, z svojimi novimi skupinami smo pa začeli že 1. septembra. Triatlonski klub letos obeležuje 10. obletnico delovanja in smo zelo veseli, da smo dobili ta bazen, čudovit bazen, kot neko rojstnodnevno darilo. Mladi triatlonci so ob odprtju simbolično skočili v bazen, preizkusile so ga sinhrone plavalke, pred stavbo pa so zbrane navduševali Tokac, Emanuela in mladi pihalci. Želimo si, da bi se pri nas vzpostavili športi, ki prej niso imeli te priložnosti. Danes na otvoritvi smo bili priča nastopu sinhronih plavalk. Želimo se, da bi pri našem okolju to bilo moč trenirati. Ravno s tem, ko smo dobili še zaokrožen olimpijski center tukaj, mislim, da smo tudi športu, ne samo v novomeški občini, ampak v celi jugovzhodni Sloveniji naredili neke trdne temelje. Želimo si tudi mi na Plavalni zvezi, kot verjetno vi, tule, da bi zgradili še olimpijski bazen. In pa morda kakšne nastavitvene kapacitete za priprave športnikov v vašem olimpijskem centru. Več pa nocoj ob 8 v oddaji Novo mesto živi.